Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Tokratna tema oddaje bo spodbuda. Ta oddaja je na sporedu v ponedeljek, ponedeljki običajno so nam odveč in ta oddaja je namenjena tistim trenutkom, ko mogoče smo v malo slabši koži, potem je logično, da imamo malo slabše misli, ali pa tudi sicer za vsak ponedeljek, vsako jutro, vsak začetek meseca in tako naprej. Ni nam potrebno biti v slabi koži ali v buli, kot bi po domače rekli, zato da sami sebi rečemo nekaj lepih besed, si izrečemo spodbudo, se pohvalimo, se nekako motiviramo za to, da smo boljši jutri, kot smo bili danes. In to včasih nam gre lahko tudi malo na živce, kajti kadar pa smo resnično v zelo slabi koži, ko smo na podnu, kot bi temu rekli, nimamo neke motivacije, nimamo neke inspiracije, nimamo neke, bom rekla, ambicije. In vsi trenutki v življenju so potrebni in vsi trenutki v življenju so pomembni. In vsi smo kdaj bili na podnu in vsi smo kdaj bili na vrhu sveta in pravzaprav to je raznolikost in bogatost življenja. Kajti če ni noči, ne bomo znali spoštovati dneva, kadar nas zebe krepenimo po sončku in kadar nam je preveč vroče, si zaželimo snega. Se pravi, kaj nas pravzaprav to nauči? Uravnovešajte. Če ste utrujeni, potem investirajte aktivno v to, da boste svoje telo nazaj napolnili, da boste svoje baterije napolnili. Včasih je dovolj, da se res dobro naspimo, nekajkrat. Včasih je pa potrebno nekaj navade tudi spremeniti. Se pravi, dragi moji, kaj boste danes že začeli delati v smeri tega, da boste imeli več fizične moči, več fizične kondicije, več zagona, več tistega veselja. Najbolj pomemben pa seveda naš Se pravi, dragi moji, ne glede na to, kaj se vam je zgodilo, ne glede na to, kje ste zdaj v življenju, na kateri stopnički osebnega, duhovnega, čustvenega, takšnega in drugačnega razvoja. Ne glede na vse okoliščine, v katerih ste, morda se zdijo zelo brezizhodne, morda ste v neki zelo težki situaciji, morda ste pred velikim izzivom. Ne glede na vse to, vi ste vi. In vi si zaslužite vse lepo tega sveta. Ko gledamo dojenčka, se ne sprašujemo, koliko gub bo imel, se ne sprašujemo, a bo imel celulit, se ne sprašujemo, kakšne bodo ocene angleščine, kaj pa matematika. Spomnimo se, da smo vsi pravzaprav ta otrok, ki si zasluži lepo. In ko se rodimo, to znamo. Ko se rodimo, znamo zajokati, ko nam nekaj ni prav in običajno za nas poskrbijo. Je res, da določene etape v zgodovini človeštva so bile zelo, bom rekla, stroge, da ne rečem celo krute do otrok, v smislu, da se bo naviličal jokati, se bo nehala težiti in tako naprej. Če ste bili tako vzgajani, potem je skrajni čas, da v določenih trenutkih, ko ste enostavno preutrujeni, razdraženi in znova podobni tistemu majhnemu otročku, ki vse, kar pravzaprav potrebuje, je objem, da bi se umiril, potem je skrajni čas, da vi to sami sebi date zdaj kot odrasla oseba. In mogoče to zveni sila neumno in sila smešno, ampak a veste kaj? Testirajte. Testirajte, kaj pa vas stane. Zjutraj, ko se zbudite, najprej sebe objemite, povejte si, da se imate radi, povejte si, da bo danes super dan, povejte si, da mogoče ne v prvo, mogoče ne v drugo, mogoče ne v 10, vse ni važno, ampak da vam bo uspelo. In se mi zdi ta tekmovalnost, s katero so bili tudi mnogi vzgojeni, naj bi bila motivacija, pa je velikokrat destrukcija. Se pravi, nič ni slabega v tem, če niste prvi, če niste najboljši in če vam ni v prvo uspelo. In tudi v trenutkih, ko ste jezni na sebe, ko menite, da bi mogli nekaj storiti bolje, dajte se objeti, umiriti in nato vprašati, kako boste dejansko to storili bolje od zdaj naprej. Se pravi, bodimo v prvi vrsti nežni do sebe in obenem tudi do drugih. Verjemite, če bo nekdo nekaj zelo zamočil in boste vi to razumeli in boste prišli strpni naproti, morda celo ponudili nek nasvet, predlog, rešitev, to si ljudje zapomnimo. Ker sami zdaj le pomislite, kdaj morda ste bili na trnih in ste pričakovali, da vam bo nekdo odgriznil glavo, pa je ta oseba morda odreagirala zelo drugače. Smo v času, ko je nekaj najlažjega trositi negativne komentarje po socialnih omrežjih, ko je nekaj najlažjega iti v konflikt, ko smo nenazadnje že kar malo navajeni tega, da z vseh strani na nas padajo škandalozne naslovnice, takšne in drugačne novice.
Dajmo sredi vsega tega frkerja dobesedno najti znova sebe. Najti svoj mir, najti svojo lastno spodbudo. In naj vas na tem mestu spomnim še to. Se ni rodil človek, ki bi vedno naredil vse prav. Se ni rodil človek, ki bi vse znal. Se ni rodil človek, ki bi vedno bil prvi, vedno uspel. Res pa je, da namesto, da bi se spodbujali, namesto, da bi se razumeli, namesto, da bi med seboj znanje delili, trenutno živimo v vzdušju, ko je bolj fajn nekoga kritizirati, v nič dajati. Tudi sicer pravimo, kako zelo smo pametni za druge. Ne? Lažje je nekako oceniti situacijo druge osebe, svetovati, imeti ideje, biti kreativen, ker ni čustvene vpletenosti in še nečesa, posledic. Torej, prehitite te posledice takrat, kadar se vam zdi, da nečesa ne zmorete. Kajti, če ne boste poskusili, saj veste, ne boste nikoli izvedeli, ali vam je nekaj všeč, ali je nekaj pravzaprav namenjeno vam, ali ste v nečem dobri in koliko časa pravzaprav potrebujete za učenje. Ne glede na to, ali govorimo o slovenskem jeziku, poglejte, me prav zanima, če bi nas zdajle dali na maturo, na nek zahtevnejši izpit slovenskega jezika, koliko izmed nas bi nas imelo vse točke in koliko bi nas bilo presenečenih, da to pa ni čisto, kakor mi menimo, da je. Tudi matematike smo se morali postopoma učiti in vsega v življenju. Torej, nič ni narobe s tem, da vam nekaj morda počasi gre. Nič ni narobe z vami. Nismo vsi za vse. Se pravi, dajte si ta potreben čas, predvsem pa strpnost in pohvalite sebe za tiste dosežke, ki so bili resnično zahtevni. Za nekoga mogoče poštevanka je easy peasy, za nekoga poštevanka nima minimalne logike in so jo je mogel dudlati in na pamet učiti in mogoče mu še zdaj ne gre z nekim logičnim pristopom, ampak je to bolj kot ne deklariranje podatkov in oboje je v redu. Zato pa smo med seboj si različni in eni so dobri, ne vem, v kuhi, eni so dobri v tujih jezikih, eni so dobri v matematiki, eni so dobri v kemiji, eni so dobri v nečem drugem. Najdite tisto, v čemer ste dobri in predvsem pohvalite se za tisto, kar vam je bilo težko doseči. In naj vas nikoli ne bo sram, da nečesa ne znate, da vam nekaj ne gre iz prve, da vam nekaj ne gre od šuba, kot rečemo. Nič slabega ni v tem. To pravzaprav pomeni, da ste človek. To pravzaprav pomeni, da vaše vrline in vaši talenti so drugje. Numerologija lahko tukaj zelo pomaga, ko pogledamo naše število življenjske poti, ga kombiniramo s številom poslanstva, kar je število usode. Lahko prepoznamo, kaj je tisto, pri čemer smo dobri, pa mogoče mi tega ne vidimo. Kolikokrat ste se pogovarjali s prijateljem ali prijateljico in je ta oseba rekla, joj, to pa nikoli meni ni šlo in vam se zdi, kva? Če pa si super v temu. Mislim, kva? Kolikokrat vam nekdo reče, to sem pa končno presegal, končno sem to pa to naredil. In vam se zdi, to že skozi delaš? To velja za vse nas. Vsi lažje prepoznamo neke talente in darove v drugih namesto v sebi. Linki do oddaj, ki razlagajo naše število duše, naše število usode, naše število življenjske poti, naše število zrelosti so spodaj. Včasih rabimo ogledalo nekoga drugega, včasih nam prav pride tudi ogledalo nekoga, ki nas ne pozna. Jaz velikokrat po svetovanjih z vami dobim potem feedback čez kakšen teden, zdaj mi je ta klik naredil in zdaj gledam na sebe drugače. Torej, kaj bi bilo potrebno za ta klik pri vas? Kaj je tisto, kar rabite doživeti, da se vam bo ta klik v glavi storil, da boste vi rekli, ej, pa sem cool. Mislim, sem v redu. Mislim, se učim, pa se razvijam, pa sem radoveden, ampak sem v redu. In če je ta radovednost in ta zvedavost v vas zamrla, morda pravzaprav ne gre za to, da ste vi butasti, ne gre za to, da ste v hudi depresiji, ne gre za to, da ste totalno izgoreli, mogoče ne gre za to, da ste kar na koncu svoje poti. Mogoče ste nekje v nekem obdobju pavze.
In obdobja pavze, če nam kaj prinesejo, je to, da širimo svoja obzorja. Takrat, ko smo resnično sfokusirani, ko imamo svoj cilj, ne gledamo nikamor drugam, smo usmerjeni samo in zgolj v to, kar rabimo doseči, delimo pred kakšnim zahtevnejšim izpitom, verjamem, da ne greste na polno žura, da ne greste na počitnice za en teden, ampak ste resnično predani učenju in tako naprej in delate vse v svoji moči, da ste naspani, skoncentrirani in tako, se pravi, takrat, kadar imamo res nekaj pomembnega, denimo pred poroko, verjamem, da vse preverite, katera frizura, kjer make-up, kakšni nohti, katera obleka. Podobno si lahko vzamemo čas v življenju, vedno, da pogledamo, katera hrana, katera obleka, katere navade, katera muzika, kaj je tisto, kar mene polni in kaj je tisto, kar mene zanima. Morda ste pa enostavno nekatere stvari zgolj prerasli. Mogoče ste samo prerasli določene stvari, mogoče je prišla neka drugačna etapa v vašem življenju, ki prinaša več radovednosti, več drugačnih stvari, več nekih nenavadnih, eksotičnih tem. Včasih vsi malo zaspimo in s tem ni nič narobe. Cona udobja je tista, v kateri se počutimo najbolj udobno. Se pravi, naj bo ta oddaja spodbuda, da predvsem zdaj v letu 2025, ki vendarle prinaša zaključek večjega cikla in nekako se predvideva, da nas bodo neke stvari nehale zanimati in da bomo imeli trenutke, v katerih bomo razmišljali, kaj je meni sploh pomembno. In velikokrat, kadar smo razdražljivi, pravzaprav je to naša duša, ki nam želi povedati, stari, nisi na pravi poti. In velikokrat, ko smo utrujeni, ko se sprašujemo, ali smo depresivni, ko govorimo tudi o neke vrste izgorelosti, je lahko dodatni razlog tudi to, da nismo na pravi poti ali da se te poti ne lotevamo pravilno. Se pravi, življenje je v vaših rokah. Kaj je tisto, zaradi česar se zjutraj poženete iz postelje in kdaj se je to nazadnje zgodilo? Kaj je bil tisti razlog, zaradi katerega vas je skapuliziralo? Vrglo ven, pognalo, zagnalo, spodbudilo, napolnilo z navdušenjem. Negujte te trenutke in opazujte sebe. Kot sem rekla, leto 2025 prinaša zanimivo obdobje hitrih sprememb, nenavadnih sprememb. Vsi bomo delovali malo drugače kot sicer. Vsi bomo na trenutke imeli občutek, da je vsega preveč. In takrat, kadar je vsega preveč, takrat, kadar smo v krizi, ali takrat, kadar smo totalno na psu, po domače povedano, se pravzaprav izkristalizira, kdo smo in kaj je nam pomembno. Izkristalizira se pa tudi, komu smo mi pomembni. Kdo so tiste osebe, ki so vedno ob naši strani, brez da bi nas obsojale, ki nam povejo resnico, ki nas spodbudijo mogoče v neki drugačni smeri razmišljanja, kot bi mi sicer pogledali. Se pravi, naj bo tale oddaja spodbuda in potrditev, da ste kul, točno takšni, kot ste in da vsi delamo na sebi in da vsi imamo kakšne lastnosti, na katere nismo ponosni, ki so moteče, neke vzorce, na katere ne moremo vplivati takole, jih ne moremo kar spremeniti čez noč. Vsi se kdaj počutimo nesposobne, vse nas je kdaj strah, vsi smo kdaj jezni, vsi smo kdaj razočarani. Vse to je pravzaprav del večje človeške izkušnje. Tako da ne glede na to, kaj je največja težava ali izziv v vašem trenutku zdajle, sami sebi povejte in zaupajte sebi, da jih boste kos po svojih najboljših močeh. Mogoče bi se s tem danim izzivom nekdo spopadel drugače kot vi. Ampak vi ste vi in prav je, da sledite svoji poti. Torej, ob koncu bom rekla takole. Poslušajte to oddajo predvsem takrat, kadar se rabite spomniti, da življenje je vaše, vaše poslanstvo je vaše, vaši talenti so vaši, vaše izbire so vaše. In izbirajte tako, da boste svoje korake ohranjali na poti sebe. Na poti sebe k ustvarjanju tiste osebe, kdor vi želite biti. Ne glede na to, kaj bodo rekli sosedje, starši, morda tudi partner, morda tudi otroci. Tukaj ste zato, da živite sebe in tukaj ste kot unikat. Se pravi, ne trudite se biti kopija kogarkoli. Kopirajte mogoče njihov pristop, kopirajte mogoče njihovo metodo, ne pa njih. Vi ste vi
In prvo in poglavitno vprašanje je, kaj je tisto, kar v vas zbuja radost, radovednost, željo po rasti, željo po temu, da raziskujete, da se izboljšujete, da ste najboljši možni. In kaj je tisto, kar v vas v resnici prebuja občutek miru, varnosti, pomirjenosti, kajti to je pravzaprav tisto, kar vi ste. Mi smo rojeni v miru in smo rojeni za mir. Včasih gremo po nekih obvoznicah, po nekih stranskih poteh zato, da bi se naučili ta mir ceniti, da bi videli, kaj vse je na voljo in na to izbrali tisto, kar je najboljše za nas. Tako kot gremo v trgovino in na policah imamo ogromno izdelkov in izberemo tisto, kar v danem trenutku najbolj potrebujemo ali si najbolj želimo. In se ne ubadamo preveč z ostalimi stvarmi. Če grem v trgovino po jabolka, ne bom premetavala police konzerv koruze, čevljev, kruha. Ampak se bom osredotočila na jabolka. Tako da, dragi moji, ne glede na to, ali je ponedeljek, torek, petek, svetek, počitnice, prazniki, delovni dan, karmični dnevi, sploh ni važno, vi ste vi na vsak dan, zato pričnite vsak dan z ljubeznijo do sebe, z lepimi mislimi, s pozitivno naravnanostjo in tako tudi dan zaključite. Se pravi, če se zjutraj objamete, si poveste nekaj lepega, tudi zvečer, preden zaspite, ko zaprete oči, objemite se, pejte v svoj srček, povejte si nekaj lepega, pohvalite se in za vse tisto, kar je mogoče v preteklem dnevu narobe šlo, se zavedajte, da jutri je nov dan, nov nepopisan list, nova priložnost, da stvari popravite, se naučite ali enostavno se jih samo drugače lotite.